Dragi otroci, lepo pozdravljeni. Prisluhnite danes pravljici z naslovom Velikan, ki je hotel postati meščan. Nekoč je velikan Brkat živel, robat in divji dedec se je zdel. Bil res pravi jevrijak, kar za 3 gore težak. Telo kosmato, dolge, krepke noge, na glavi kuštravi, skodrani lasje. A duša nežna bil je ta ogromni mož, njegov je vrt bil poln čudovitih rož. Zelenjavo in sadje je gojil, pozimi pticam hrano nadrobil. Živel v veliki votlini ob robu gozda na pečini, pod njo se je raztezala dolina, vsa lepa, nežna, svetla kot jasnina. Reka je tekla po sredini in njeni bistri globočini vsak dan, ko je že zarano vstal, se v njej umivje, zobe oprav. Ob reki Glej je stalo majhno mesto, ki pred Brkačem se vsak dan je treslo. Ko zjutraj do reke je prišel, je meščane grozen strah zajel. Vsi so hitro se poskrili, vrata skrbno zaklenili. Iz cerkvenega zvonika slišal se je zvon, ki vzklika: Bim bom, bim bom, bim bom, vsak naj zbeži v svoj dom. Meščani so pogosto mislili tako: živeti brez te spake bi bilo lepo, on je strašni velikan, pravi pravcati pesjan. Brkač vedel ni, zakaj se ga bojijo. Pred njim tečejo, se skrivajo, bežijo. Nisem dedec divji ali strašen, zakaj pred menoj je vsak preplašen? Jaz sem prijazni velikan, ki rad bi le postal meščan. Kaj naj vendar naredim, da jih končno pridobim? Tako se je pri sebi spraševal, odgovora pa ni in ni poznal. Nekoč se je takole pripetilo, da Benjamin v gozd je šel z družino. Majhen fant je ves čas kaj raziskoval, tuhtal radovedno, kar naprej brkljal. V gozdu se je zgodilo je prav tako, je zavil s poti in že ga ni bilo. Taval je po gozdu sem in tja, ko ga ujela prva je tema, začel iskati svojo družino in nič bilo ni več zabavno, fino. Ko se je popolnoma znočilo, je našel Brkačevo votlino, zagledal v oči, ki s teme so sijale, mežikale in se prijazno mu smehljale. Benjamin je od strahu obstal, se pred njim orjak je pravi stal. Velikan ga je ugovoril: Ej, fantič, a si se izgubil? Povedal mu je, kaj se je zgodilo, kako je izgubil svojo družino in zdaj ne ve več, kaj naj naredi, kako naj pride, kamor si želi. Tedaj Brkač je dečka nežno vzel na ročje, ga v mesto odpeljal, poiskal njegov je dom, presrečni mami in očetu ga predal. Ko je Brkač že na pragu stal, Benjaminov oče je dejal: Mogoče on sploh ni pesjan in je prijazen velikan. Meščani so slišali prigodo to in vsi po vrsti se čudili. Joj, pa kaj je zdaj to? Mar smo meščani se motili? Sestavili so 7-člansko komisijo, ki naj dogodek preuči, nato meščanom sporoči, ali naj Brkača še vedno se bojijo. Komisija, na čelu s teto Mico, je to ugotovila. Brkač je dobro delo naredil, vendar še vedno ni zagotovila, da ne bo kaj slabega storil. Vsak naj se torej ga boji, trepeta, pred njim brž zbeži. Ko še ena se prigoda je zgodila, se štorija imenitno je rešila. Meščanom novo je priložnost dala, Brkača v pravi luči prikazala. Poleti, ko je sonce močno peklo, da je vsem curkoma po hrbtu teklo, je teta Mica papriko in bučke cvrla, telefonirala ter skozi okno zrla, pri tem je na olje pozabila in velik požar je povzročila. V tako veliki stavbi je živela, ki kar 4 nadstropja je imela, in ko jo divji ogenj je zajel, je brž gasilski avto pridrvel.
Vendar vse gasilcem ni šlo gladko, saj imeli lestev so prekratko, zato nihče mogel ni do nje, da bi rešil jo iz groze te. Mica je pri oknu na ves glas kričala, roke je vila, na meščane je kazala, a spraviti je niso mogli dol, obupani so gledali k njej gor. Ojej, kaj naj storimo, da teto Mico ven dobimo? Teta Mica pa je vse bolj glasno kričala, roke je vila, na meščane je kazala. Tedaj gospod z brki zakriči, glas se mu trese in ječi. Rešimo jo ljudje, naj nekdo hitro po Brkača gre, on je velik kar za 3 gore, on jo zvlekel bo iz groze te. Benjaminov oči tako iz vrste skoči, se hitro v strmi klanec zapodi, da velikana čim prej dobi. Kmalu že oba nazaj hitita, da ne bo prepozno, se bojita. Gasilcem kri zaledeni, kar naenkrat obstojijo, vendar Brkač naprej drvi, zato se strašno ga bojijo. Ojoj, kaj se nam lahko zgodi, le kaj lahko nam spaka tale naredi? A glej, nenadoma se vse zasuka, saj iz vrste plane gasilec Luka. Pokaže proti Mici, ki je še kričala, vsa prestrašena na Brkača je kazala. Čeprav se je velikana grozno bal, mu pogumno je pokimal in dejal: Brkač, hvala lepa, da takoj si prihitel, rešiva Mico, preden jo ogenj bo zajel. Šele pravkar prepozno smo ugotovili, lestev je prekratka, da Mico bi rešili, zato ne moremo visoko gor. Pridi, pripeljiva jo varno dol. Brkač pokima, spusti veliko roko, pobere Luka in dvigne ga visoko. Še vedno sta bila prekratka, Mica je kričala, roke je vila, divje na Brkača je kazala. Brkaču zdaj zamisel glavo švigne, na lestev Luka posadi, ga zelo visoko v višavo dvigne, da k teti Mici poleti. In ta ujame Mico, ki nič več ne kriči, zdaj od sreče tiho joče, solze briše si. Oba se primeta za lestev, ki velikan močno jo drži in počasi, kakor pada list, nežno jo na tla spusti. Mica gleda velikana, solze po licih ji polzijo, ljudje okoli njiju so prešerni, srečni veselijo. Brkač, jaz oprosti, prosim, saj zdaj ne vem, kaj naj ti rečem, zagotovo pa v zahvalo ti torto velikanko spečem. Brkač je ganjen. Že prav, Mica, veš, to z veseljem sem storil, nehaj močiti svoja lica, da te le ogenj ni dobil. Luka, ti pravi si junak, tako pogumen pač ni vsak. Če tudi si se strašno bal, nisi prav nič pri miru stal, nisi pomišljal nič ihtel, ko gor sem k Mici te vihtel. Tedaj Luka ga pocuka. Brkač, boš kasneje klepetal, prijateljstva navezoval, ni nehal ogenj nam pretiti, pomagaj nam ga pogasiti. Velikan je cel pograbil, v ogenj jo usmeril, gasil ga vztrajno, za nič se drugega ni zmenil. Šele ko je plamene okrotil, se ves utrujen je na tla zvalil. Malo mesto se je veselilo, saj čudežno vse se je rešilo. Godba je poskočno muziko igrala, nekateri so prodajali zijala, drugi so rajali, plesali, dokler so zmogli, kar so znali. Kasneje priredili so čajanko in jedli pravo torto velikanko. Pogumno so z Brkačem pokramljali, saj se ga tokrat niso nič več bali. Tako meščani končno so spoznali, Brkača so se po krivici bali. Povabil ga je mestni svet, naj pride v mesto k njim živet. Velika koča v mestu zdaj stoji in tam naš velikan Brkač živi. Kako pri njemu bajti je lepo, vse snažno, urejeno in svetlo. Na trati okrog mize se zbirajo meščani, modrujejo, klepetajo na vso moč, vse dokler jih ne prežene temna noč. In ne postanejo utrujeni zaspani. Nihče več se Brkača ne boji, v njegovi družbi biti si želi. Veste, meščani smo naučili se iz tega, da prav soditi ni po tem, kako kdo zgleda, a še manj po tem, kaj vse kdo ima, je bogat, debel, suh in kaj vse zna. Zdaj vsi vedo, če tudi dedec je kosmat, na pogled pa neroden in robat divjak, lahko telo zares ogromno, srce nežno skriva. In to je važno le, ne pa lepota izmuzljiva.